Danes greva pa z Natalijo Hrdin botaniko. Imamo pa kar tam kilometer pot. Prišli smo skoraj do cilja. Kar naporno, ne? Ja, kar spom. Mi dve sva prišli v Hrdin botaniko, tako da si ga bova zdaj dobro ogledali te tropske rastline. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, oh. Malo so se skrile v zavetje, ker rahlo dežuje. Tale Botanic Garden se je danes res plačalo iti. Karta je sicer 15,90 €, ampak vidiš od palm raznih vrst, kot je recimo tale Royal palma, res ogromna, od mangov do pelikanov. Zdaj smo pa prišli do slapov, pa tudi do pinky flamingov. Turning truth to lies, gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh. Tukaj smo pa zdaj prišli še mečkeno deželo kaktusov, katero obožujem. Evo. Najin izlet se je končal. Čudovito. Bilo je, ja, res čudovito. Kaj si ti je najbolj Nikoli vtisnilo? lepšega gardena še nisem videla. Nisi? Pa je to raznolikost, seveda palme, raznolikost rastlinja, morfološko, Prava flora. geografsko. Wow. Nikoli lepšega nisem videla. Živali imajo tudi. Pa vse cvete, Tako. vsi rastline so cvetele. To, Tako. ne vem, kako jim to Super, uspeva. tako da priporočamo obisk. Zelo. Nataliji sta šli se še govoriti ne morem, v botanični vrt, na drugo stran mesta, na hrib. Sem prele vodo delal, pa malo pospravil. Zdaj pa rinem v ta hrib, tu je pa kontra. Hrib nekaj čez 200 metrov visok, ampak je pa takle po gozdnem terenu, zelo strmo, tako da se bom malo namatral. Še GoPro nimam s sabo, tako da upam, da se ne bo slika preveč tresla. Glavno je vroče, se pravi GoPro nimam, pa še vode sem pozabil. Tako da super, ampak bom ustrajal, zdaj sem nekje na polovici. Nisem povedal, da tile raki v teh polških noter, ki so, evo, tu je moja roka, se pravi, mene 5 cm, da živijo tako v gozdu, na suhem, sem mislil, da so bolj ob vodi. Tle sem pa že dobrih čez 100 metrov nadmorske višine v čisti džungli, tako rekoč. In se kar kotalijo, pa sprehajajo tle po tem gozdu. Današnji večerni tek bo pa po moje odpovedan. Danes bo tale pohod danes. Še dobro, da sem šel sam. Vem pa sem, da ko pridem nazaj, rabim eno stvar. Vodo. Jaz se spuščam zdaj v dolino, naprej nisem šel.
mislim, do vrha, pa še malo naprej. V bistvu gre potem samo pot na drugo stran, ker je na velika plaža. Zdaj se pa vračam nazaj. Oblačilo se je, malo pihati začelo, super, nimam vode, mi je precej slaže. Ni pa niti enega pametnega razgleda. Samo na eni točki sem malo videl morje, ena jadrnica, 2. Tako da ni nekaj. Če ga ne se bo vzela. Ni more, se jučem vsak dan. Mi smo se pa danes kar pobali peš na eno tukaj lepo, dolgo, veliko plažo. Gremo kar peš z jadrnico in glih ni zahoditi, ker tle je konc rt. Ne vem, koliko je piha pa zasidrati, je pa 2 kilometra, samo moramo se malo sprehoditi. Ena taka džungla lepa. Tole je pa še višji kot Jamber. Pred nami je ta plaža. Zdaj pa čakava Natalijo, ki je šla nazaj po očala, nekje izgubila. Tako da, ne tepe, drugo Natalijo. Ne mene. Moje bomo komod kakšen dan preživela tukaj. Tale plaža je dolga več kot 2 kilometra. Tole je pa res ena lepših plaž, ki sem jih do zdaj videl. Mogoče mi celo najbolj všeč od vseh, kar sem jih videl. Čisto na plaži je pa drugače reka, ker se da po njej tudi veslati. S takimi kanoji in podobnimi rečmi hodijo. Tukaj sem z dronom malo pogledal, v bistvu da se samo en manjši del vidi. Za 50 € je Natalija najela tega Forda. Zdaj pa gremo tle malo po otoku proti letališču. Imamo nekaj ur časa, da si še kaj ogledamo. V koncu je pa Legvan.
Ja, ima lep razgled. Zopet sva ostala sama. Evo, Natalija gre na lov za ribami. Glavno danes sva imela cel dan, delovni dan. Natalija je hladilnik pospravila, pomila vse po kuhno, pa tako naprej. Jaz sem pa šival. Tole, ko nama je se potrnilo, sem na novo prišil, pa na drugi strani ta del nazaj. Glavno sem poštimal zdaj ta lazy back vrečo jadra. Bil sem pod vodo, sem očistil propeler, pokolešček za hitrost. Zdaj me čaka še tale pleksi steklo sem dobil. Bom zrezal za vhodna vrata nove, ker jaz imam pač lesene pa staro še original in se že razpada. Tako da je tole super, da sem dobil. Tako da danes sva bolj delovna. Jutri pa bova nadaljevala potem nazaj v otoku navzdol, ker morava biti čez dober teden spet v Pointa Pitre. Tam imava še jadro za pobrati, pa dobiva spet obiske za en teden. Potem pa nameravava nadaljevati, se pravi, bova zapustila Guadeloupe in bova šla verjetno na Antigua. Moram se še pozanimati, kako je kaj z vstopnimi formalnostmi pa to, ampak mislim, da ne bo več kakšnih večjih komplikacij takole potovati. Tako da nadaljujeva naprej. Zdaj morava pa vse narediti, da bo jadrnica čim bolj pripravljena. Od spodaj je že zelo zaraščena. Odločam se, ali bi jo čistil ali ne. Zdaj, da jo neki ful drgnem s kakšnimi s temi gobami pa podobnimi rečmi. Ne vem, če glih fajn, ker je praktično tudi anti-fouling dol, ne samo pač umazanija. Tako da verjetno bom kakšne dele bolj tako z občutkom narahlo, ker se že res pozna. So že zelo počasna, propeler je bil tudi zaraščen, sem ga zdaj z žico za posodo, čist polero pod vodo. Drugače gre, ne vem, po 1800 obrati ta jadrnica je šla, ko je očiščena, recimo 6 vozlov pa pol, zdaj pa dosegam dobre 4 pa pol nekje za isto obrati, tako da se res pozna. Je pa res tudi, da je tle čist drugo morje. Recimo, ko sem imel ta moj International Micron 350 na Jadranu, v bistvu eno leto sem na 2 let, v bistvu 2 let nisem delal anti-foulinga, drugače pa delam enkrat na leto, ampak ni skoraj nič gor, samo pod pritiskom operejo, počakam, da se posuši in že lahko navzgor dam. Res. Tukaj pa zgleda toliko več organizmov, drugačna temperatura morja, slanost, vse je pa veliko več vseh teh stvari je umazana, tako kot če bil na Jadranu, po mojem, 3-4 leta je noter.